Jeseni, ko se kašče in hrami polnijo sadovi trdega dela in dobrotnice narave, je čas za veselje in zahvaljevanje. Takrat v Zilsko dolino priženejo živino iz gorskih pašnikov, mlekarji in sirarji pa predstavijo najboljše izdelke minule sezone. To je čas, ko se sejemske stojnice šibijo pod bogato ponudbo odličnih kulinaričnih dobrot. Krajani občine Kočah Mountain ali v slovenščini Kočane in Muta so se za občinski praznik izbrali prav semani dan. Na uradni slovesnosti poleg zaslužnih občanov in gostov iz prijateljskih občin nastopajo tudi kronane glave. Aktualna kraljica sirov namreč preda krono svoji naslednici, zatem pa skupnimi močmi zarežejo okolo sira, katerega za pokušino razdelijo med prisotne obiskovalce. Nepogrešljivi gostje so vsako leto tudi predstavniki občine Brda, ki z domačimi pridelki simbolično obdarijo pobratime. Oni obiščejo naš praznik češenj, mi gremo na ta njihov praznik sira in vse to nekako rodi te plodove, da se več Avstrijcev je na naši strani. Avstrijski gost je v Brdih na prvem mestu med tujimi gosti in ustvari seveda tudi največ prenočitev. To sodelovanje je zelo pomembno tudi zato, ker znajo avstrijski gostje ceniti tako našo naravno in kulturno dediščino, kot tudi našo enogastronomsko ponudbo. Avstrijski gostje k nam zahajajo tako celo leto in ne samo v poletnih mesecih. In to je tisto, kar je pozitivno. Vsako leto poleg odličnih vin prinesejo sabo tudi dobro voljo. Z nastopom godbe na pihala, mažoret in aktivom kmečkih žena se redno udeležujejo tradicionalne povorke. Povorka je namreč pomemben del praznovanja, prava paša za oči in dan kulturne dediščine, kjer udeleženci prikažejo oblačilno kulturo posameznih krajev, družabne prireditve ter rokodelska in kmečka opravila, do katerih gojijo poseben odnos in spoštovanje. V turistično naravnani občini Brda so že zdavnaj ugotovili, da so tovrstni obiski odlična promocija in vabilo gostov iz sosednjih držav, s katerimi gojijo že tradicionalno dobre poslovne odnose.